Kia ima, tako kot večina ostalih proizvajalcev, velike načrte, kar se tiče e-mobilnosti. Zato ne preseneča, da se dizel in bencin poslavljata, Soul pa ostaja v Evropi kot zgolj električni model, kot e-Soul. Poglejmo njegove najpomembnejše lastnosti. Z novo generacijo je električni Soul postal avto z velikim dosegom. Zdaj ima na voljo baterijo s kapaciteto 64 kWh. In to v praksi zadošča pri mešanem ciklu za približno 400 km električnega dosega. Ko se baterija izprazni, lahko e-Soula polnimo z največ 100 kW moči. To v praksi pomeni, da se bo baterija tam do 80% napolnila v približno 40 minutah. A pri razmisleku o celotnem paketu je treba upoštevati Soulovo značilno funky zasnovo. A ta se odraža predvsem na zunaj, pri obliki vozila. Na znotraj je avto precej bolj običajen. Je pa Soul sedaj postal precej bolj normalen oziroma vsakdanji, ko govorimo o prtljažnem prostoru. V primerjavi s svojim predhodnikom, ki je bil na tem področju nekoliko bolj skromen, je sedaj s takšnim avtomobilom precej lažje shajati. Je pa Soul postal sedaj precej napreden na področju asistenčnih oziroma varnostnih sistemov. Na tem področju je zelo sodoben avtomobil. Avtomobil bomo pogledali detajle, obenem pa vas vabimo tudi, da se naročite na naš kanal. Soul torej tudi v svoji tretji generaciji ostaja posebnež. Ohranil je tako značilno oglato obliko. Prva generacija tega modela je bila predstavljena leta 2008 in tedaj je Soul v ponudbeni paleti Kie veljal za tak nišni, poseben model. Ampak trg, še posebej ameriški, je ta model zelo dobro sprejel. Takrat je bil Soul predstavljen naenkrat z modelom Forte, ki naj bi dosegal višje prodajne številke. Zgodilo se je obratno. Soul je Fortea presegel kar za 3-krat. Ampak Evropa je drugačna zgodba. Soul je globalni model. Pri nas pa so bolj uspešni tisti modeli, ki so razviti za Evropo in jih izdelujejo na Slovaškem. Potem pa imamo Kiino ambiciozno zgodbo z elektrifikacijo. Zato ne čudi, da se Soul iz Evrope poslavlja kot bencinski in dizelski model, električna različica pa še naprej ostaja tukaj. Takšni kockasti avtomobili so bili ob prihodu Soula na trg nekakšna modna muha. Ob njegov bok lahko postavimo še Nissanov model Cube, pa Siona XB ali pa tudi Citroena C3 Picasso. No, če so bili slednji bolj muha enodnevnica, Soul na trgu ostaja še danes. Soul svojo značilno, posebno obliko nagovarja tiste, ki cenijo drugačnost. Njegovi glavni značilnosti sta odsekan zadek in pa visoko dvignjena strešna linija. Prednji in zadnji del vozila sta povsem unikatna, oziroma lahko rečemo, da ne zasledujeta smernic, ki jih postavljajo ostala Kiina vozila. Na prednjem delu opazimo predvsem sklenjeno linijo žarometov, ampak pozor, svetijo seveda samo tile ob robu. Za prednji del velja tudi, da je maska bolj zaprta, ker je pač vozilo električno in načeloma ne potrebujemo toliko dovoda zraka kot pri bencinskem ali dizelskem vozilu. Žarometi so v enotno linijo sklenjeni tudi na zadku, a pozor, ponovno ne svetijo po celotni dolžini, pač pa le tukaj ob robu in pa seveda zavorna luč na sredini. K oblikovni drznosti oziroma želji po izstopanju kliče tudi tale del v modri barvi, ki tukaj ne služi kakšnemu posebnemu namenu. Potem pa imamo recimo tudi zanimive detajle, recimo napis v rdeči barvi. Za zunanjost Soula brez težav rečemo, da je zanimiva, funky. In takšen naj bi bil tudi karakter tega vozila. O tem priča že njegovo ime, Soul, ki izhaja iz žanra glasbe. Ampak nekako, ko se usedemo v notranjost avtomobila, tega ni zaznati. Notranjost je precej bolj predvidljiva. Tukaj se počutimo domače kot v ostalih Kiinih vozilih. In prav morda nekoliko več bi si želeli tega razposajenega karakterja v notranjosti. No, vseeno pa je tukaj nekaj elementov, ki jih velja izpostaviti. Recimo posebna je tole vrtljivo kolesce, s katerim upravljamo menjalnik, pa zanimiv detajl na vratih, ki lahko, če je vozilo seveda s tem opremljeno, utripa v ritmu glasbe. No in prav glasba je eden najpomembnejših elementov Soula v njegovi zgodovini. Vedno so njegovi razvijalci dali veliko poudarka na kakovost poslušanja glasbe. No, to se vidi tudi jasno v novem Soulu, že s tem, da sta zvočnika pred voznikom in sovoznikom nameščena neposredno pred njima, kar takole poleg
zračnikov, ventilacije. Pa tudi nasplošno je zvočni sistem v Soulu znamke Harman Kardon močan in je prilagojen predvsem za poslušanje kakšne močne glasbe, recimo soul glasbe, manj pa za poslušanje poročil. To dejstvo gre predvsem na račun nizkotonca, ki je skrit tukaj v stranici prtljažnega prostora in na ta način tudi ne krati same prostornine prtljažnika. Ta je zdaj nekoliko večji kot pri predhodniku in to predvsem na račun globine, ki jo dobimo s tem dvojnim dnom. Dvojno dno je zdaj rezervirano večinoma za polnilne kable, ko pa ga premaknemo v spodnji položaj, pa dobimo takole bolj uporaben in bolj prostorsko velikodušen prtljažnik kot pri predhodniku. Tukaj na zadnji klopi je zame 175 cm prostora v izobilju, tako za kolena, kot tudi za glavo. Kritika leti predvsem na sedalni del, ki je v Soulu nameščen zelo nizko in tako za noge med vožnjo nikakor ne moremo dobiti prave opore. Pa tudi ko noge stegnemo, ostane za stopala spodaj pod vozniškim in pa sovozniškim sedežem zelo malo prostora. No, tukaj je Kia tudi prihranila nekaj korejskih vonov, s tem, ko je zadnjim vratom namenila take panele z bolj robustno oziroma manj notip prijetno plastiko, pa tudi potniku na levem zadnjem sedežu ni namenila takšnega žepa za pospravljanje drobnarij kot potniku na desnem sedežu. No, tukaj spredaj se v Soulu sedi nekoliko više kot v primerljivih vozilih, kar kaže nekako na orientiranost vozila k preprosti vsakodnevni uporabi. Vstopa se bolj pokončno in na koncu tudi više sedi. No, všeč nam je tudi, da so tile prednji sedeži ventilirani, kar je zelo dobrodošlo, saj se tako temno usnje na soncu v poletnih mesecih precej razgreje, tako pa lahko recimo ohranimo srajco suho. Kia e-Soul je v novi generaciji opremljena z precej večjo baterijo kot prej. Zdaj ima ta 64 kWh, kar je enaka kapaciteta, kot smo bili že prej navajeni pri električni Hyundai Koni in električnem Kia Niru. Na našem testu smo beležili poprečno porabo 15,6 kWh, to velja za mešani cikel. Ta poraba je nekako primerljiva ostalim električnim vozilom, ki jih imamo ta hip na trgu. Če boste seveda delali nekaj več mestnih kilometrov, bo ta poraba lahko še nekoliko nižja, oziroma ob več avtocestne vožnje še nekoliko višja. e-Soul je seveda opremljen tudi s sistemom rekuperacije. Gre za sistem, ki kinetično energijo, ki se sprošča ob zaviranju, shranjuje nazaj v baterijo in to lahko kasneje ponovno uporabimo pri pospeševanjih. Danes so električna vozila opremljena z različnimi sistemi rekuperacije. Prvi so recimo takšni, da takoj, ko spustimo stopalko za pospeševanje, rekuperacijo občutimo kot pojemek. Oziroma to v praksi lahko celo pomeni, da avto vozimo samo z eno stopalko. No, drugi sistemi omogočajo, da izkoriščamo predvsem inercijo vozila, tako kot recimo smo tega vajeni pri bencinskih ali dizelskih vozilih. Pri e-Soulu nam je zelo všeč, da lahko jakost rekuperacije prilagajamo sami. In to lahko predvsem počnemo glede na potrebe, ki nam jih narekuje cesta. V mestih je recimo boljše, da je ta rekuperacija močnejša, medtem pa na zaviti regionalki lahko potem tudi bolj učinkovito z manj rekuperacije izkoriščamo inercijo vozila. No, jakost rekuperacije pa prilagajamo s tema obvolanskimi ročicama. V praksi gre za popolnoma enako rešitev kot recimo pri kakšnih športnih vozilih, kjer s ročicama za volanom prestavljamo v višjo ali nižjo prestavo. No, za tiste, ki vam to delo predstavlja breme, pa e-Soul ponuja tudi samodejni način rekuperacije, ki to prilagajanje opravi namesto vas. No, in pri dinamični vožnji se še enkrat lepo potrdi, da je e-Soul pač doma v mestih. Z njim boste pri dinamični vožnji v zavojih zelo težko uživali. In to je predvsem posledica tega, da je teža vozila visoka, občuti se ta teža baterij, ki jih imamo pod sabo, ki je zares velika, in pa tudi krmiljenje ni preveč natančno oziroma odzivno. e-Soul ovinkov preprosto ne mara. Je pa takšen e-Soul zelo močan na področju varnostnih oziroma asistenčnih sistemov. Nam so recimo zelo prav prišli v mestih, recimo sistem za nadzor prečnega prometa, ki nam pomaga pri izpeljevanju iz parkirišča, recimo pred kakšnim nakupovalnim centrom, ali pa aktivni tempomat, ki v mestu deluje
s funkcijo samodejnega zaustavljanja oziroma speljevanja, ko se recimo vozimo v koloni. Potem pa je tu tudi sistem za ohranjanje sredine voznega pasu, ki odlično deluje predvsem na avtocesti in v kombinaciji z aktivnim tempomatom res razbremeni voznika pri vožnji oziroma še dodatno poskrbi za njegovo varnost. No, takšen električni Soul je trenutno na voljo za 42.000 evrov. No, k tej ceni lahko dodate še 6.000 evrov ekosubvencije, ampak ne glede na to, bo Soul verjetno ostal nišni model, pa četudi se bo prodaja v Sloveniji podvojila, potrojila, morda celo početverila. Da se bo prodaja pomnožila, sedaj lahko z gotovostjo trdimo, ker zdaj pa zares vstopamo v tisto dobo e-mobilnosti. In ko smo že res pri tem, nas seveda zanima polnjenje takšnega vozila. No, na domači polnilnici bo recimo z močjo 7 kW polnjenje potekalo pri tako veliki bateriji seveda več kot celo noč. Ampak nas je seveda zanimalo tudi, kako takšnega Soula čim hitreje napolnimo na poti. Največja moč polnjenja pri Soulu lahko znaša 100 kW. In to bi seveda pomenilo, da bo polnjenje potekalo do recimo 80% približno 40 minut. A kako je zadeva izgledala v praksi, v takšnem majhnem dolenjskem kraju? Za začetek nas je Kina navigacija pripeljala do fiktivne polnilnice. Polnilnice, ki enostavno ni obstajala. No, na to nas je Googlova navigacija pripeljala do polnilnice, ki je obstajala, a se je nahajala takole, za smetnjaki. Polnilnice naposled tudi nismo mogli aktivirati. No, na koncu pa smo, bolj kot ne naključno, našli takšni dve Teslini polnilnici. A tudi te dve polnilnici e-Soula nista napolnili.